Ljudje in ljudine, poslušate 230. epizodo 7. sezone podcasta Obot, pred zadnjo redno epizodo pred dopustom. Podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od D do Z. Obot, oblečeni v bodi, odvrčimo v dan, tako kot je prav, Mito Gegić, Servus. Igor Harp Yo. in Aljoša Harlamov, tudi tokrat brez gosta oziroma gostja, to da znova v živo. Današnja epizoda je, kot smo obljubljali, posvečena Supermanu. Govorili bomo torej o stripu, zgodovini lika in vseh njegovih upodobitvah, zlasti pa se bomo osredotočili na Supermana na velikih platnih, ker bomo govorili o filmih s Christopherjem Reevom, Brandonom Rolfom in Henryjem Cavillom. Kakšno bomo rekli tudi o animiranih Supermanih, stripih in še čem, malo pa bomo seveda tudi ugibali o novem filmu, ki prihaja v kina za vas, ki to poslušate že čez 2 dni oziroma zelo kmalo. Minister za rdeče hlačke in rudarjenje kriptonita opozarja, epizoda bo vsebovala kvarnike za vse omenjene vsebine, zato poslušate na lastno odgovornost. In zdaj malo muske, in to res dobre muske. Ok, zdaj jaz bom malo pohitev skozi vse tole, tako da upam, da ne zamerite. Za tiste, ki bi si vzeli malo več časa za zgodovino lika Supermana, Igor praviš, da bo v naslednji izbini tvoj članek? Ja, v izbini bo moj članek in bi mogoče kar en odstavek prebral tam. No, Počaraj nas. Ja. Torej, vpliv Supermana najbolj povzame pač njegova omemba v kultnem filmu Kill Bill, kjer naslovni antagonist tik pred končnim spopadom z glavno junakinjo in nekdanjo partnerko Beatrix monologizira o konceptu alterega, o tem, kako je Batman dejansko Bruce Wayne in Spider-Man je Peter Parker. A sta to njuni osebnosti in potem si nadenete vsak svoj kostum, da postaneta junaka. Potem pa doda, Superman pa ni postal Superman, on se je tako rodil. Ko se Superman zjutraj prebudi, je Superman, njegov alter ego pa je Clark Kent, to je njegov kostum. Pol pa temu sledi filozofski traktat, kako je Clark Kent Supermanova kritika človeštva in podoben tarantinovski bla 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 bla. Ampak bistvo je druge. Bistvo je, da si en najboljših akcijskih filmov začetka stoletja vzame čas za debato o Supermanu, da ga uporabi kot metaforo za iskanje svojega mesta v svetu in s tem pokaže, da so stripovski junaki zdaj v srčju in duši popularne kulture. Ok, super. Hvala. In prav gotovo so, in Superman je bil začetek tega superjunaškega žanra. Gre torej za superjunaka, ki ste ga ustvarila scenarist Jerry Siegel in risar Joe Shuster in se je prvič pojavil v antološkem stripovskem zvezku Action Comics No. 1 založbe DC Comics, ki je bil objavljen v ZDA 18. aprila 1838. Dragi moji, to pomeni, da so to lahko brali vaši detki in babice, če ste imeli koga, ki je živel v Ameriki. Serija Action Comics je kmalu postala posvečena izključno zgodbam o Supermanu zaradi njegove uspešnosti. Junija 1939, pravi že naslednje leto, pa se je pridružila še serija Superman. Se pravi, ko govorim serije, seveda pomenim kontinuiranjem izdajanju stripovskih zveščičev, da se razumemo, ne? Že leta 1933 Siegel napisal kratko zgodbo z naslovom The Reign of the Superman, v kateri brezdomca Billa Dana zlobni znanstvenik prevara, da zaužije eksperimentalno zdravilo, ki mu omogoči telepatijo, nadzor nad človeškimi umi in jasnovidnost. Dan pa te moči uporablja za osebno bogatenje in zabavo, ampak ker kmalu učinki zdravila popustijo, spet postane brezdomec. Skratka, Superman brezdomec na začetku. Potem sta Siegel in Shuster poskušala več variacij tega, kdo in kaj je Superman. Siegel celo z drugimi risarji, ker je verjel, da ju založniki zavračajo, ker je Shuster premlad. Nazadnje pa sta pogladila svoj spor, spet združila moči in oblikovala superjunaka kot nezemljana, edinega preživelega s planeta Krypton, ki nosi značilni kostum z legendarnim S, se pravi takšnega Supermana, kot ga danes tudi poznamo. Med vplivi lahko štejemo lik Johna Carterja z Marsa iz romanov Edgara Ricea Burroughsa,
John Carter je človek, ki ima na Marsu zaradi lažje gravitacije pridobino moč in lahko preskakuje velike razdalje. Pa iz te neke kostum in lažne identitete tudi Zorro, Popeye in tako dalje. Njegova vizualna podoba pa je oblikovana po rokoborcih. V prvih konceptih je celo nosil sandale namesto značilnih rdečih škorenčkov. Obraz pa je kombinacija obrazov Johnnyja Weissmillerja, to tisti, ki smo malo starejši, pa smo še gledali črno-belo televizijo, vemo, kdo je, Dicka Tracyja, ne bom se ponavljal, tudi mi vemo, kdo je, Roya Crane'a. Izraz super človek, se pravi Superman, je bil v 20. in 30. pogosto v rabi za opis ljudi sjajnih sposobnosti, najpogosteje športnikov in ne boste verjeli celo politiko. Pogosto se je pojavljal tudi v šundovskih revijalnih zgodbah. Čeprav so se posamezni elementi tega žanra oziroma takega junaka torej pojavljali že prej, je bil Superman tisti strip, ki je vzpostavil in populariziral superjunaški žanr. Nošnja kostuma in posebno šifrirno ime, nadčloveške sposobnosti, s pomočjo katerih se bori proti zločinom. Superman je bil najbolj prodajani superjunaški strip vse do 80 let, se pravi skoraj 50 let. V začetku je lahko Jerry Siegel pisal Supermana, kakor ga je hotel, ker nihče ni pričakoval nekega blaznega uspeha, a že kmalu so Siegel in Schusterja začeli pazljivo urejati razni uredniki, saj sta imela veliko težav s cenzuro. Siegla so na to prepričali, da zniža stopnjo nasilja in presneto družbeno kritiko. Tukaj bi pridal, da v eni od prvih zgodb Superman pomaga delavcem v tovarni organizirati sindikat. To bi še vedno moral delati. Moj bog. Skratka, potem so najeli leta 40 urednika Whitneyja Ellswortha, ki je določil tudi, da Superman ne ubija svojih nasprotnikov, to je bila njegova glavni doprinos k Supermanu. Od leta 41 do 70 je bil Supermanov urednik Mort Weisinger, ki pa je od piscev in risarjev začel zahtevati konsistenco v gradnji lika in sveta. Čeprav mnogi menijo, da je zaradi svojih konzervativnih stališč tudi pustil, da je Supermana povozil v čas. Leta 70 ga je na to zamenjal Julius Schwartz, ki je nekoliko posodobil Supermana, Kent je postal televizijski napovedovalec recimo, in mu zmanjšal supermoči ter dovolil nekaj resnejših tem. Leta 86 je na to Schwarza zamenjal urednik Mike Carlin, preskrbi urednike res z velikim veseljem navajam. Njegova menjava pa je nekako sovpadala z novim zagonom DC vesolja, z nadzgodbo, ki je na to zajela vse DC-jeve superjunake, Crisis on Infinite Earths. V stripu z naslovom The Man of Steel je pisec John Byrne na novo spisal Supermanov lik, spet nekoliko zmanjšal njegove moči, ki so jih vmes vrgli na najvišji nivo, ter preobrazil številne stranske like, med drugim je Lex Luthor, prej nori znanstvenik, postal milijarderski industrialist, Supergirl pa umetni metamorfični organizem, ker so hoteli, da bi bil Superman edini preživeli kriptonec. Če torej pogledamo Supermanove upodobitve oziroma adaptacije v drugih medijih, prva adaptacija Supermanih stripov je bila radijska igra z naslovom The Adventures of Superman, ki so jo predvajali od leta 40 do 51, sprva so bile epizode dolge 15, od leta 49 30 minut, nabrala je kar 2088 epizod, večinoma za otroke in posneta v živo. Santa Barbara. Mene res fascinira, da so to bilo večinoma posnete v živo, se pravi, da ni bilo to vnaprej posneto, ampak so kar tako. Ne, prav pa v studiu so bili ljudje, ki so delali te zvočne učinke zraven. To je ena epizoda Frasierja, ne vem v kateri sezoni, kjer probajo narediti neko starijsko radijsko dramo, kriminalko, hudanet, pa lepo na humoren način pokaže, kako se to lahko odvija. To bi mi včasih, da rabi te 3 ljudi, da bi nam delali te posebne učinke. Pokanje balonov, pa dež, pa... take stvari. Nekdo, ki pir odpira v zadnjem. Večini epizod je Supermanov glas posodil Bud Collyer. Potem preskočimo v leto 66, ko je Superman stopil na broadwayske odre, in sicer musical z naslovom It's a Bird, It's a Plane, It's Superman. Je bil celo nominiran za Tonija, igral ga je Bob Holiday. Paramount Pictures je na to predvajal prve animirane kratke filme s Supermanom v letih 41 do 43, vsega skupaj 17 epizod, dolgih 8 do 10 minut. Glas mu je posodil spet Bud Collyer. Prvi glavni filmi Supermani so bili otroška serija, ki je bila predvajana leta 1948, Supermana je igral Kirk Allen, do takrat najbolj finančno uspešna filmska serija, ki je zato seveda hitro dobila nadaljevanje.
Atom Man vs. Superman, serija je prišla na platna leta 50. Za prizore Supermanovega letenja so Supermana narisali in ga kolažirali na igrane posnetke. Prvi celovečerec je pa B-film z naslovom Superman and the Mole Man iz leta 1951, kjer ga je igral George Reeves, ki ni v sorodu z našim Christopherjem Reevom, ki nima S na koncu. To je ful fascinantno. Zdaj recimo je film F1 zunaj, kjer igra Damson Idris in ker sta oba tam na pol, ljudje sprašujejo, če je v sorodu z Idrisom Elbo, ki mu je ime Idris. Ja. Ampak gledaj, tam na pol sta se. Vsi smo v sorodu 6,000 ne vem česa nazaj. Film je bil uvod v prvo televizijsko serijo, igrano televizijsko serijo Adventures of Superman, ki je bila predvajana 52 do 58. Ta je bila namenjena splošni javnosti, čeprav so jo gledali večinoma otroci, skratka George Reeves je tudi tukaj igral. Ja. In obstaja film o tragični usodi Georgea Reevesa, ki sem zdaj pozabil, kako mu je naslov, ampak ga igra kasnejši Batman Ben Affleck in Adrian Brody svojo igro čisto uniči. Vse skupaj, kar je možno. Nisem vedel. Ja, skratka, on je umrl neke tragične smrti, še zdaj ne vejo, je šlo za samomor ali umor. V bistvu v tistem filmu je kar jasno povedano, ampak basically zaradi tega, ker je on igral Supermana, ni mogel dobiti resnih vlog, ker ga noben ni resno jemal. Valjda, da ne. In potem je uspel se prebiti naprej, tako da je spal z ženo od enega producenta, ki mu je pol priporočila možu in potem je dobil v Vzhodno Draja ali v enem od teh velikih filmov vlogo, kjer pa potem so med testnimi projekcijami se ljudje smejali, glej Superman, in so ga dejansko pol zrezali zaradi tega ven. Revež, zdaj se mi je pa kar zasmila. Tale epizoda je šla hitro v dark. Čeprav Superman v začetku ni tako dark. Temu je sledila še prva animirana serija The New Adventures of Superman 66 do 70. No, prvi celovečerec z velikim budžetom pa je seveda Superman iz leta 1978 in to je naše veliko prvo poglavje. Skratka, začnemo z filmskim Supermanom Christopherjem Reevom. Gre za 4 filme, oziroma če tako upoštevamo še lahko bi še Supergirl, pa če zraven dodamo še tale režiserjevo različico, pravzaprav 5-6 filmov. Ja, tudi mislim, da Singerjev, tale Returns je nadaljevanje. Ja. Sicer z drugimi igralci, ampak je nadaljevanje. Nadaljevanje drugega dela, ja, tako je. Po prvi dve. Tako so ga noter vštulali. Tako da o tem bomo pol še govorili. Skratka, tukaj imamo filme Superman z leta 78, Superman 2 iz 80, čeprav sta bila seveda posneta drug za drugim. In pa potem imamo leta 2006 je šel še Donner Cut, se pravi režiserjeva verzija, oziroma prvega režiserja verzija tega Supermana 2. Superman 3 je šel najboljšega leta v zgodovini človeštva, 1983. In Superman 4, The Quest for Peace, pa leta 87. Jasno je, da je žanr superjunaški, stripovski film, fantazijski film, poseloščina, akcijski film. Prvega je režiral Richard Donner, ki je predtem režiral posamezne epizode serije The Twilight Zone, drugače je naredil meni res en boljši grozljivk The Omen, leta 76. Po Supermanu je naredil recimo še The Goonies, in pa filmska serija Lethal Weapon, tako da je pa prvi film po scenariju avtorja Mario Puzo, ki ga poznamo kot najbrž pisatelja, ki je naredil Botra, napisal Botra. Kaj? Najbrž. Ja, najbrž poznamo. Napisal je definitivno, ampak najbrž ga poznate tako. Pa je res, pa si bil zraven, ko je on pisal. David Newman, Leslie Newman in Robert Benton so skratka naredili scenarij. Dvojko je potem režiral oziroma zaključil, tako bomo rekli, eno verzijo za kino je režiral potem Richard Lester, ki je predtem režiral predvsem filme z Beatli, tudi Hard Day's Night, pa Tri mušketirje leta 73, za vsemi mislim, da še imajo 2 nadaljevanji. Spet po scenariju Marija Puca, Davida in Leslieja Newmana. Tretjega je potem režiral samo še Richard Lester po scenariju avtorjev Davida Newmana in Leslie Newman. Četrtega pa Sidney J. Fury, ki je predtem naredil Diapaloozo, potem pa še The Entity, pa režiral je 3 filme akcijske franšize Iron Eagle. Ne ta prvega, menda. Ja, mislim, da... Ja, ta prvega, ja. Ne, mislim, da nadaljevanja. Drugega, tretjega pa četrtega, ok, ja. Po scenariju seveda avtorjev Lawrence Konner in Mark Rosenthal, pa po zgodbi, ki ste jo napisali skupaj s Christopherjem
Rivom. In zdaj mogoče za začetek vsaj prvi film dajmo na hitro obnoviti. Igor, boš ti obnovo povzel, ostale bomo pa nekako sproti. Dajmo se kar pogovarjati o vseh. Največ bomo prvemu, zato dajmo prvega mogoče vseeno obnoviti. Igor? Začnemo na planetu Krypton, kjer Jor-El, ki ga igra Marlon Brando. Okay. Marlon Brando. Klemenca. Ta Mario Puzo. Obsodi ene kriminalce v fantomsko območje in proba razložiti ljudem, da štala bo potres stala. Nobenega ne upošteva, zato se odloči tako kot vsak dober oče, zdaj pa da svojega sina, ki je dojenček, v raketo in ga izstrelil v vesolje. Tako bi se tudi jaz odločil. As one does, ja. Tu subtilnosti ni. Planet razturava, medtem ko tale dojenček pa pristane na Zemlji, v Kansasu, kje pa druge. In ga najdeta po naključju Jonathan in Martha Kent, ki glih nista imela otrok in ga posvojita, kar v tistem času najbrž je pomenilo, oglej, to je en otrok, ki sem ga najdel, zdaj je moj. Ja. Tako je bilo, Finding Skippers. Potem, ko odrašča, mora skrivati svoje moči, zato Jonathan mu pa razlaga, da je bil na Zemljo poslan s posebnim namenom. In potem imamo, kako hoče biti najboljši pri fuzbalu, ampak ve, da ne sme biti, pa potem imamo, kako vlak prehiti in je joke, pa so lušne scene. Pol pa po očetovi smrti ga prikliče zeleni kristal iz vesoljske ladje in pol mu Marta pove, kaj dogaja, in pol gre na Arktiko in tam stane trdnjava samosti. Tako se reče. Rečemo temu ledeni kujavnik. To je lepo samosti izumila Svetlana Makarovič, kot, da to ni osamljenost, zato ker si lahko sam, pa si še vseeno v redu. Da to je trdnjava samosti. Ja, pa njema non-stop tudi govori, you will never be alone. Ja. No in potem tam ga Jor-Elov hologram sreča in mu razložijo, kot je, in ga vadi, da pač zna uporabljati svoje moči. In potem gre on, postane novinar pri Daily Planetu v Metropolisu, se zaljubi v nepismeno novinarko Lois Lane. To je res tako, te novinarji se zatipkajo, kdaj ne sprašujejo pa za vsako drugo besedo, kako se jo napiše. Ja, to se mi je zdelo še kar zabavno, ampak mogoče slovenski novinarji pa. Hecam vas novinarji, se vas imamo radi. No, potem jo reši, ona ga intervjuva in mu ona nadene ime Superman, oziroma najprej mu reče Superboy, kar bi bilo ful boljše. Medtem pa samo oklicani genij zločina Lex Luthor, ki ga igra... Čudno izgovarja tale Luthor. Ki ga igra Gene Hackman. Itak. Preprogramira 2 bombi, medtem ko jih vojska testira, da bi ena zadela prelomnico Svetega Andreja in spremenila njegovo puščavo v priobalno zemljo. Najboljši plan ever, možeš znati. To se mi je zdelo, da je res najboljši plan ever, dok ni Trump točno tega predlagal z Gazo, in pol se mi je zdelo... mislim, da bo šel po naslednjih Lex Luthor načrtih, bomo šli zdaj dalje, da bomo videli, kaj se Kevin Spacey spomni. Isto. Vsi so se, Lex Luthor je samo real estate. On pa njegov retardiran, prostite glede te besede, on pa njegov pripočnik z omejenimi mentalnimi zmogljivostmi. Otis. Otis je super. Ugotovita, da Krypton nekaj slabega in ga gre Otis ukrast in potem ga dajo Supermanu okrog ovratnika. In potem je še ena taka... Okrog vratu. Ovratnika na svoji uniformi. Igor, okrog vratu. In ga vržejo v bazen. Ja. Ne samo to. In potem ona punca od Lexa Luthorja ga gre poljubiti Supermana in reče, da mora rešiti ta drugo bombo, ki
bi ubila njeno mamo V New Jerseyju. v New Jerseyju. Ker če bi Superman vedel, kako se bo New Jersey razvil, bi jo mogoče pustil. Totally worth it. Na kar Superman preusmeri to raketo, vesolje druga zadene prelomnico, ampak ne uspe rešiti Lois, ki se umre in potem on obrne planet nazaj in s tem zavrti čas nazaj, da jo uživi, kar best plan ever. Spet zelo dobra metoda potovanja v času. In to je prvi film, zdaj v dvojki potem pridejo tisti na začetku izgnani, torej Zod in kompanija. In delajo štalo, potem pa, kaj še imaš nekaj Tretji je super računalnik. Tretji je Richard Pryor, ki sicer ni credited, ampak je pripomogel k zgodbi. Ja, se vidi. Ja. In ne vem, kaj jim je bilo, da so to se odločili. In potem je štirka, ki temelji na zgodbi Christopher Reeva, ki je rekel, da je pripravljen igrati še enkrat Supermana, samo pod pogojem, da bo to imelo to njegovo sporočilo o ustavljeno oboroževalne tekme. In potem je lahko zaradi tega posnel tisti film, ki si ti urejal knjigo, ne Howard's End, Remains of Ostanki dneva. To se je dobro zmenilo. Mislim, Superman 4 ni dober film, ampak Ostanki dneva je pa mojstrovina. Superman 4 je komaj da film. Ja. No, pa nuklearni mož se tam pojavi. Je blond. Nuklearni mož, best mož ever. Najboljši možni mož. To je za nuklearno familijo. Za jedrno. To je nekako to, to je to. Drugač, Christopher Reeve, ki smo že imeli, seveda Clark Kent, Superman, tukaj Marlon Brando igra Jor-Ela, ki se potem več ne pojavi, zato ker je pač skratka on potegnil z režiserjem, ki so ga pri dvojki odstranili in ni hotel nastopati v kinoverziji. Imamo pa v tem Donnerjevem katu spet Marlon Branda kot Jor-Ela, Gene Hackman je Lex Luthor, Margot Kidder je Lois Lane, ostalih pa tako... če se bojo pojavili Jackie Cooper, Perry White, recimo Terence Stamp je General Zod, pa Mark McClure je Jimmy Olsen, ta fotograf, ki se tudi vedno pojavlja zraven. Otis je super, Jimmy Olsen je ultimativni bedak, če mene vprašaš. Še skozi filme se ne zna ene fotoaparatske znamke držati, v vsakem filmu ima čist tik. Najboljši je v Snyderjevi Justice League. Aha. Ker je on basically ciljni agent, ki ga na začetku umorijo. Kar je rekel, da bo on dodal svoj twist na ta karakter. Se veš, tisti karakter, ki je vedno najbolj fun. Ja. Bo ciljni agent. Ja, meni je v All Star Superman stripu Jimmy Olsen zelo zanimiv lik, ker je influencer za velikim followerjem. In to še pred, strip je šel pred socialnimi omrežji, ampak tam on narekuje modo pa vse, veš, kar hud tip. Skratka, kako so vam bili všeč, če ste pogledali zdaj še enkrat? Jaz sem namreč seveda vse pogledal še enkrat. Razen Justice League. Jaz sem samo Man of Steel pogledal. Jaz sem še pogledal Batman v Superman, a pač malo, Jaz sem se tam odločil, tam pa obupam. Tle pa moj OCD ima svoje meje. No, jaz bi pa, nisem zdaj imel še časa vseh enkrat pogledati, ampak spomnim se, vsake zimske počitnice so na TV Slovenija predvajali Supermana in jaz vem, da sem cele počitnice čakal na to, gledal sporede, kdaj bo in vsako leto gledal ta film in ga znam na pamet. Mislim, da prav to je bilo ono, kar se je vedno ponavljalo in moram reči, da je tak en čudovita spomin na otroštvo in je super ta prvi Superman 1. Menim, da vsi ostali, tudi Superman 2 ni 3 res. Veš kaj, jaz pa moram priznati, da zdaj, ker sem tole spet pogledal, sem se tudi spomnil, sem imel tak flashback, res nisem, ne vem, kdaj sem tole nazadnje gledal, po moje res ne od najstništva naprej. Jaz pa sem, veš kak je bilo, ko je HBO postal HBO Max, so za nekaj časa vse filme tele dali gor in takrat sem gledal Supermana skupaj s čerko in je bil mislim, super, vredno. Ampak jaz se res najbolj se pa spomnim, priznam, da trojke, ko se ona razdeli na temno in na tistem polovico. smetišču. Ja, na tistem smetišču.
vem, da sem bil tako fasciniran na tem prizorom, pa zdaj ne vem točno zakaj, ampak tisto me je tako, wow. Meni je pa zelo v spominu ostal iz trojke tale kompreluk na naftno ladjo, kaj je ta tanker, ne? Pa ne vem zakaj, ker mi sploh ne vem zakaj. Meni pa je bil čist šok, ko on pist začne, ko Superman naš dan. Tako kot Frozen mi je bilo tako, ok, Superman ga pije, kaj je to za, ja. Pa to, kar sem prvič opazil, kako se folk dere na njega, he's a bum, he's washed out. Ja. He's over, man. Yeah. He's a has-been. Jaz sicer moram reči, da zdaj, ko sem še enkrat pogledal, Enka je čudovita. Ja. To je ultimativni, tudi zdaj z novimi očmi, ko gledaš, ko imamo vse te Marvele in to za sabo, vidiš, kako je postavil standarde. To je res film, ki je vsi Marvelovi so kopija točno tega. Prvi film, kako postaviti superjunaka, kako pokazati njegovo moč, kako se nauči. Pa to je čista kopija. Predvsem mislim, da je ful dober primer, kako te začara lahko film, kako mora imeti določene elemente film, predvsem v superjunakih, da te očara. Film si vzame prav grozno, ogromno minutažo, zato da pokaže čar letenja z Lois Lane. Pa vsa ta John Williamsova glasba, ki je nujna za ta film, je izjemno pomemben element, da te v bistvu očara prav ta njegova nadmoč, pa potem kako je to vse skupaj čarobno, tako za Lois kot zate, kot gledalca, ki to preči. In si znam predstavljati, da je v bistvu to ljudi v kinih leta 78 popolnoma sezulo v kinih. Mislim, tudi je bil tagline verjeli boste, da lahko človek leti. You'll believe a man can fly. Ja, efekti so super, zelo dobro te prepričajo, tudi mislim se za tisti čas lepo so se postarali, pa potem, če kontrastiraš to z Snyderjevim Man of Steel, ki je tudi kao origin story reboot, vse skupaj pozagon ali kakorkoli bomo temu rekli. On si ne vzame tega časa. On v bistvu Supermana na tistem arktičnem severu prikaže, kako se malo muči z onimi 2 poskokoma, pol pa že odleti v nebo in pristane v Metropolisu. To. Nobene čarovnije ni več. Samo je drugače. Vem, da je zelo drugačen tip filma. Imaš pa to njegovo učlovečenje na nek način, če temu tako rečem, oziroma iskanje junaštva v tem, kako pomaga tam na tisti naftni ploščadi in vse te, ko potuje naokrog. To mislim, da v bistvu Snyder štejem v velik plus, ampak mislim, da v tile 78 pa tudi 80 bistveno bolje izpeljajo. Ne, se strinjam, ampak menim, da ima Snyder to in naredi za Snyderja daleč najboljše možno in je zelo estetsko in zelo lepo in bolj čutno, kot karkoli je on uspel kadarkoli drugače narediti. Ja, ker ne zmore drugega. Ampak če se vrnem nazaj, do Snydera še bom prišel kasneje, ko bomo imeli. Ja, se bomo še. Skratka, mislim, da v bistvu tako, ko postavi ta Supermanov lik, predvsem pa v kontekstu časa, v katerem je ta film nastajal, ker v bistvu o Supermanu se lahko pogovarjamo vse, jaz mislim, na 3-4 različne načine. Ena je tale imigrantska prispodoba, diaspora, židovska diaspora, potem migrant, kjer Krypton je v bistvu stara Evropa, kjer so se nekaj jebali za eugeniko, pa pride v nov obljubljen svet, /Amerika, /Kansas. To je vse ful zanimiva debata, še najbolj pa zdaj, če gremo na ta način, kot se danes tukaj pogovarjamo, pa je, da je on vedno Superman v svojih inačicah tudi rezultat svojega časa, torej rezultat časa, v katerem je nastajal. V 40-ih ta njegova prva, torej veliko platenska ekranizacija, ker so te animirane Fleischerjeve risanke prikazovali v kinih, na televiziji ni bilo, se bori v bistvu proti, kako se temu reče, muštače, vrtljajoče zlikovci. V bistvu je mestoma rasističen, ampak pač rezultat svojega časa, zelo poproščena zgodba. Tudi v stripih je takrat v času druge svetovne vojne naciste toliko. Pa proti Japoncem je bil izredno rasističen in Kitajcem še zraven, ker isto zgledajo. To se splača počrtati, ker v tem prvem filmu, on mislim, da prav izresno reče, zakaj pa si ti Superman, pa on reče kao za poskončnost, dostojnost in ameriški način življenja. In to je nekaj, kar je v bistvu zakodirano v njegovo bit, predvsem, če ga gledaš, bereš iz tega kulturnega, ideološkega ozadja. In leta 78 v bistvu z post-Watergate, post-vietnamsko logiko, je v bistvu to kot nek veliki simbol pokončnega človeka, ki pride Ameriko rešiti pred svojimi napakami, zablodami, kakorkoli. In se mi zdi, da v bistvu tudi na tej ravni sta predvsem prva dva, predvsej bolj uspešna, kot pa so mogoče kakšnejše inačice znale govoriti
politično ozadje. Tako da v bistvu res enka funkcionira na tolikih levelih, da te kar preseneti tako kot otroka, ki me je, ne? Pa tudi zdaj kot odraslega, ki sem ga še ne vem po koliko letih pogledal. Ne? Meni je bilo tudi zelo zanimivo, ker v enki on res deluje, kar recimo potem nove različice absolutno spregledajo, ne, dokler Lex Luthor ne pride s temi svojimi fascinantnimi načrti. On res deluje zelo na mikronivoju, on je kot en Spider-Man, zelo je tako Metropolis, ni on takoj gremo reševati svet, tako kot pač že pri Zack Snyderu mora biti svet ogrožen v prvi minuti. Ne. Se mi zdi to kar ena taka zanimiva, pa jaz moram reči, da zdaj, ko sem tole še enkrat gledal, pač ful imam rad Henryja Cavilla, o Routhu nimam nekega blaznega mnenja, ampak Henry Cavill mi je bil kar všeč, ampak Christopher Reeve in njegov način, njegova portret, itak v Supermanu, Zacka Snydera, Clarka Kent je šele na koncu, itak ga niti ni praktično, ampak Christopher Reeve z njegovim šarmom, z njegovim smislom za humor, kako Clarka Kenta igra, pač kot človeka nerodnega. Ja, z nekim tikom, ki se nosta počala, popravlja. Celo tako je neroden, da v dvojki pade v ogenj z roko in potem se razkrije, kar sicer ona potem super obrne. Zdaj ne vem, a to je v teatri. Ja, v teatralnem. Različici reče, ja, točno, imaš prav. Ona reče, ja, tvoja podzavest je sama hotela razkriti, ker mislim, nisi neroden, ti se igraš, da si neroden. In se mi zdi ful zabavno, ampak ja, ta neka tudi kemija, tudi Lois Lane ni neka popolna lepotica, ampak je tako eno dekle, nepismeno. Mislim, sorry, ampak ta njena nepismenost, to je meni kar red flag. To razumem, ja. Ne, meni je res, posebej prvi film se mi zdel, je res arhetip superjunaškega filma. Meni tudi drugi ni bil tako zelo slab. Je pa res, da je treba, mislim, spet produkt svojega časa, jaz mislim, da tudi ta komični element, ki je Lex Luthor, ker pač ni resen zlobec, ne? Pa ta njegova pretirana James Bondovska megalomanski načrti, ki so pač res za lase privlečeni, da ne omenjam teh seksizmov noter, neko na te šmaherce tam pade, pa je vsi vojaki oni bi jo oživljali in dajali usta na usta in se prav naberjajo okrog. Nije prav tako, ne, jaz bom pa je polkovnik, ne, pejte tja, pa jo on daja. Ne, reče, obroč okrog nas pa navzven se obrnite. Ne jo gleda. In se sem tako, what? Ampak ja, pač je produkt svojega časa in pač meni tudi Lex Luthor, tako kot sem pač rekel, Superman je res tako super, pač on zločinc, mislim, tukaj je tudi superjunaški film, to je prvi resen superjunaški film, tako kot si ti go rekel, ne, predtem so se z igralca norca delali, ni mogel dobiti druge vloge, ker superjunaki so bili neki za deco. In to je prvi tak superjunaški film, ki je vzpostavil, da je ta žanr lahko tudi zdaj resen. Seveda pa je mogel narediti neke odvode skozi komedijo. Ja, dost campa je tudi. Tako, dost campa. Ampak recimo v drugi je tega precej več, se pravi, kaj smo že rekli, Lesterjevi, ne? Ker je pač Lester delal camp filme. Delal camp in komedijo, v drugi je pa res tisti uvod, neka slapstick, vsi neki padajo, sploh ne veš, zakaj to gledaš, ker nima nobene poante z ničemer, nekaj se skratka dogaja, tam tiste je res malo za lase privlečeno. Tam se mi je zdelo, ko si prej omenil Riva, tista scena v enki, ki sname očala vmes, ko je Clark Kent pa spremeni obraz, pa pol da očala, mislim, tisto je... Wow. Ja, zelo fizično, ne? Na hitro bom vrgel eno opasko iz All Star stripa, kjer se na koncu stripa imaš v bistvu omembo, kako so se pristopali do tega lika, ne, torej fizičnosti Clark Kenta in Supermana, da so kako v stripu, ki je statičen, bolj ali manj statičen medij, uprizoriti pa pokazati to, ne, da Clark Kent tako velik fant iz širnih prostranstev Kansasa, kjer ni imel nobenih omejitev, ampak ko pa priješ videti nek bolj utesnjen metropolis, pa njegova fizikalnost povzroča neprijetnosti, da se on spotika zaradi tega, ampak v stripu se vedno spotika na način, da nekoga reši s tem. Tako da tudi, ko je Clark Kent, Superman rešuje nekoga. Cool. Pa tudi so tam pokazali, kako se v bistvu da Superman zmore usločiti ramena, vreči ven svoj vamp, da potem postane bolj... Naš, ja, točno to.
ameriški. Tako, zdaj si pa naš. Ja. To je res fulo, čeprav še vedno pač, ko jo pogledaš, takoj veš, da je to isti človek. To mi je vedno bilo tako fascinantno, že ko sem bil otrok. Kaj? Samo očala dol da in je. Drug človek. Mislim, da je James Gunn v enem intervjuju povedal, zakaj očala še vedno, ker je pač to tako smešno. In je rekel, da je iz stripov pobral idejo, da Superman nosi kot Clark Kent hipno očala, ki vsakega hipnotizirajo. Tako da, stripovska obrazlaga za. To z očali, tale Brandon Roos je poligral v nekem sitcomu, kjer je pač imel nekega fanta in kako je bil stranski lik. Ampak potem je bilo, da si mora nekako na preobrazbo stilsko rabi in potem si da očala gor in si, kdo pa si ti? Se mi to, boš povedal, te je Tina prepoznala, ko si prišel domov z očali. Komaj da. Skratka, jaz mislim, da so res, so super filmi, se pa splača pogledati še Donarjevo različico. Ti si jo zdaj mi to prvič pogledal? Ja, prvič, moram reči, da dvojke. Ne vem, kaj sicer prinaša ali pa odnaša, mislim, da je Leisterjeva čisto kompetentno zastavljena, tudi v smislu tempa, koliko se spomni, ker Donarjeva se malo vleče. Mislim, da prva polovica filma je kar dolga, in bi se znalo te masti malo porezati. Ja, ker ni tistega Pariza, ni neke akcije. Ne, tudi tle razkrinkanje Supermana s tem, da v bistvu Lois van ustreli slepi naboj, je malo za lase privlečena, ampak koliko je marsikaj v tem filmu je za lase privlečeno, za te črno polizane lase. Ampak nasploh pa ni tak napak. No, mislim, da pač mogoče je dobrodošlo, da še Marlon Brando še enkrat iz drugih zornih kotov ponucajo. Ja, jaz mislim, da jaz sem pač pogledal obe in moram reči, da meni, pustimo to, da je seveda, to je bila neka cela zgodba zadaj, zdaj zakaj sta se točno spričkala, imate 26 teorij, poiščite si to, jaz ne bi se to spuščal, ker je veliko, jaz sem na Redditu bral recimo neke stvari in pol imaš človeka, ki reče, ne, to pa ni res, on je pozneje rekel, da je bilo tako pa to, pa drug, ne, kje pa si to prebral, jaz sem videl v dokumentarcu, skratka spričkali so se, režiserje so nagnali in je Lester vstopil, ampak potem so zdaj leta 2006, ali kaj sem že rekel, so skratka Donarjevo različico in se je videlo, da je Lester včasih pobral druge kadre, samo zato, da je lahko rekel, da je on režiral film, čeprav so bili oni Donarjevi boljši kadri, tu pa tam kakšne close-upe in tako. Je pa, jaz mislim, da v Donarjevu ta moralna dilema, ki jo Superman sreča, utelešena v Marlon Brando v dialogu z njim, ki ga je pa Lester čisto zgrešil. On v Lesterjevi različici Superman pride dol in reče, jaz bi imel punco, ne bom več Superman, gotovo, hočem biti človek. In tam mu pa Marlon Brando ves čas pač opozarja, ampak a ne čutiš ti zadovoljstva, ko rešuješ človeštvo? A nimaš ti zadovoljstva v tem, da si rešitelj, da pomagaš človeštvu, da se vzdigne in kaj gor, in vse to boš zdaj zamenjal za egoistično neko svojo, pač zato, da boš sebe potešil v nekem enega človeka boš zamenjal za človeštvo. Ta dialog je ful boljši v tej različici, ampak to je edina reč, ki je ampak nujno, če se vrneš na osnovni mit Supermana, je, da ne pokvarljiv, pa v bistvu ultimativno moralen vzor. On v bistvu uči za vzorom, on v bistvu je svetilnik človeštvu, zato da bi vedel, kaj jih čaka v prihodnosti, če bodo vsi pokončni in dostojni in ameriški blabla. In ta dialog je zaradi tega nujen. V bistvu če težko je za takšen lik pisati, večina bi lahko rekel, scenaristov se lahko nekako vedno za neke superjunake obesi na neko travmo, predobstoječo travmo. Glej si Batmana, naprimer, on je all trauma, all the time, all the night, kakorkoli. Superman tega nima in mu moraš postavljati neke čudne prepreke, ali ga postaviš kot v Snyderjevem filmu pred nemogočo izbiro, kot ubiti Zoda ali ne, torej bom prekršil svoje edino pravilo, ki ga imam, da ne ubijaj, ali pa mu deva take moralne dileme kot kao, jaz hočem biti spolno aktivno, ali whatever bomo temu rekli, pa mu oče skuša reči, da je potrpšemo. Spolnost je precenjena. Na Kryptonu posebej, ko smo videli pri Zacku Snyderju. Ali pa v Reaganovi Ameriki. In tukaj ta dialog, tukaj se strinjam s tabo, jaz mislim, da to in pa tudi ker že po prvem filmu pač Superman prekrši to zlato pravilo, ti ne smeš vplivati na zgodovino človeštva in on dobesedno vpliva na zgodovino človeštva, ker obrne čas nazaj, zato da bi Lois rešil, Loisko našo.
Našo Bogu nepismeno lojsko. Nepismeno lojsko. Ampak ja, in se mi zdi to, kar pomembno, in tudi za 4. film je to neka pomembna varianta. Ne? Tukaj Supermana poziva, meni se to zdi zelo pomembno, da ga ljudje, en fantek napiše neko pismo, v katerem Superman poziva, Superman ustavi to oboroževalno tekmo in Superman prvič pomisli, jaz sem Superman, jaz lahko vse, zakaj se jaz ukvarjam z nekimi malimi zločini, kar mene pri Batmanih in vseh teh vedno moti, ti si bogataš, lahko se znebi zločina, če hočeš, ampak ne, dajmo se ukvarjati z posameznimi zločini, dejanji in tako. In Superman se odloči, ne bom vse rakete zmetal v gromozansko mrežo in jo zalučal v sonce, ampak na koncu pol nekako seveda ta Amerika, ta individualnost, ta neka, da smo mi posebni, da smo mi policaji sveta, vseeno pride do izraza, da pač on reče, da mogoče še pa res ni cajt, mogoče pa je res pretiraval, mogoče to res ni v njegovi moči, ampak bo človeštvo peljal do tega. On bo vzor. Tako, da bomo mi sami se enkrat odločili, da pa ne rabimo orožja. Lepo Superman, ampak zakaj ne? Tako da to pa moram izpostaviti, v 3. filmu mi je vedno bilo zabavno, ker Superman se spremeni v zlobnega, ampak kaj je njegova zloba? On poravna stolp v pisi, upihne baklo maratonsko, tik preden ta kar nizka, stari, ta kar nizka. Ta je res, ker so dolgo laufali za to, da je prišel. In ja, tam je pijan v nekem baru in strelja kikirikije v flaše, ali neki arašide. Ja. To, pa z te šmahercos, ali z sestro tistega, tam je že neka druga. Tajkuna, ali kaj se dol da, oziroma, sploh ne štekam tega lika, on, ne sestro, pardon. On se s pomočnico Lexa Luthora, ona ga zapelje. Ne. Ona je pa zaljubljena v Clarka Kenta, ja. Ne, a ni tako, da čakaj. Ampak tiste v 4. Malo sem dremal. Ne, tista joga učiteljica, ki se dela glupačo pa Beyond, v bistvu pa bere Kierkegaarda pa Kanta, od Lexa Luthora, se dol da z njemu, pač, in to je full bad. Ja, seveda je, okay. Ker je zločinka in ker seks. In v Reaganovi Ameriki pač to ne gre. Pa bere Kierkegaarda. Ja. Lej, vsej pogovorene blazini sta imela lepe. Okay. Dolge, globoke. Pronicljive. Z Supermanovimi očmi je vse pronicljivo. Ja, meni v bistvu trojka, koliko se začne trojka, sem mislil, da bo bistveno več filma si vzelo čas, da bo družbeno kritičen, ker tale vele kapitalist, ki se potem obesi na Richard Pryorja, ki preko računalniške cake sam sebi nakaže višek plač, ki očitno kar nekje lebdi v računalniškem sistemu. On se za nje obesi na tistih koliko $86,000. Pa se mi zdelo, ok, to je dober način, kako boš kritiziral, ne vem, pohlep reganovski, a veš kao, da bogatuni dobivajo te davčne odpustke, kakorkoli. Ampak nikam ne pele tam. Ne, kar se tam reče, da to človek, ki je to naredil, je totalni genij in nikoli ga ne bomo našli. Razen, če je totalni idiot. Ja, in potem seveda prepela z Lamborghinijem. Pokaže, da kdorkoli je pripravljen zmožen zjebati sistem, je totalni idiot. Ampak tako škoda se mi zdi, da v bistvu pol zapade v totalen camp. V bistvu Richard Pryor ima bolj manj stand-up rutino neko, oni pa se igrajo z računalnički pa robotki in je malo bebavo, vse skupaj. Tako da malo mi je škoda trojke, ki je imela čisto okej nastavk. Pa tudi Superman, v bistvu, kot sem prej rekel, da v bistvu za njega moraš spisati neko dilemo, da pač on zaradi nekega napol kriptonita, ki je na mesto neznane snovi nafilan z katranom, postane bad guy in ok, to je pač potem ta dilema za Superman, bo lahko svojo slabo stran odvrgel. Se mi pa zdi, da tudi tukaj potem film da nek komentar na zopet originalni mit Supermana. Igor je prej rekel, da je ta krinka alter ego Clark Kenta nekaj, kar on projicira navzven. Ta film se mi zdi, da v bistvu tudi pokaže, da je Clark Kent zanjega osnoven, aksiomatski, da v bistvu Clark Kent in Superman sta eno in isto, da ni samo projekcija, ampak je mogoče ena maska, ki jo ne da z njo komentira, ampak da v bistvu je del njega. To je ta človeški del, ki sta ga vzgojila starša v Kansasu. Superman je pa bolj pač kripton. Ja, tu se mi zdi, da v bistvu dobro komentira tudi ta en aspekt, v bistvu Superman je zanimiv ravno zato tega, ker je izmed vseh super junakov mogoče še najbolj človeški, kljub temu, da ni zemljan in tako naprej. Ja, to se tudi meni vedno zdelo pri njem in to mi je
mi je čisto fajn in tudi ta njegova v resnici Superman rabi Lois Lane in to zgodbo, ker ga to učlovečuje in hkrati mislim, da tudi v štirki potem kakorkoli je pač res ni neki dober film, ampak mi je pa všeč ta neka odnos, ki ga ima še vedno z Lois, pa ta neka njegova... Odnos do medijev, svobode pa ta naprej. Tako, pa hkrati odnos zdaj do neke nove punce, ki tam pride, no se že v trojki je ta nova punca, da je pač on išče vseeno nekaj, da bi presegel to svojo osamljenost, no? Ki je ni samo, ker je edini svoje vrste, oziroma karkoli so pač kriptonci, ampak je tudi osamljenost, človeška osamljenost, no? To se mi zdi čist fajn, tako da kar se meni tiče, pač pogledajte to še enkrat. Jaz res ne morem dovolj poudariti, da so meni vseeno filmi bili zelo všeč, tudi če so campi, tudi če mogoče tretji pa četrti nista več na tej ravni. Čeprav četrti je komaj gledljiv. No. Valjda, ampak... Bral sem, da v bistvu bi ne bilo za uro več štofat, da je v bistvu firma, ki je producirala četirko, ni bila ista kot poprej, ali pa se ne vem. Skratka, med snemanjem je šlo v bankrot. In je zmanjkal keša, prosto pa 1 uro materijala ven porezali. In v bistvu ne bi bil celo Nuclear Man 1, ki ga Superman zelo hitro spešta, neka ta fora, in potem so iz ostankov te enke naredili dvojko, ki ga vidimo v filmu. In zato ima tudi potem dvojka neka čudna nagnjenja do te nove urednice na Daily Planetu, Bogatunje, ker v filmu to ni razloženo. On kar če je neki z njo nekaj delati, medtem ko je to očitno sled enke. Skratka, tu je malo morje nekih nejasnosti, zato je v bistvu komaj gledljiv film, ker je tako... Ker je tudi take totalne lukne v zgodbi so, ker tale Nuclear Man se odloči, da bo zdaj ugrabil to urednico in bolj Superman kar ve, da jo bo, in se mu zoprstavi pa si tako. On se je to 5 minut nazaj odločil, kako ti veš? Jaz mislim, da tu na očitno montažni sobi ostalo malo morje logičnih zadev, ki bi morali biti v filmu. No. Pa tudi mislim, da je zgodba za temo še, da Christopher Reeve je s tem, da je želel opisati zraven, da je dejansko podpisal, da on dejansko želi točno ta moment z nuklearnimi raketami, da on je bil toliko... Proti orožju. Tam je tudi John Cryer, ki se mi ga zdelo zelo smešno gledati, kot en tak mulc, ki ima neki ta besednjak, zelo o 80s, kao, tudi prav. Super, dajte pogledati Christopher Reeve, mislim, da je res meni, moj najljubši Superman, že zdaj razkrivam to. Skratka, in preden se lotimo naslednjega filma z Brandonom Routhom, poglejmo, kaj se je vmes dogajalo, skratka, po prvih filmih se je Superman pojavljal zlasti na televiziji, med drugim številnih animiranih serijah, pa tudi v 2 igranjih, ki sta bile izredno priljubljeni, kolikor se jaz spomnim. Jaz se spomnim Lewis and Clark, The New Adventures of Superman. To sem kar gledal. Iz leta 93-97, ker je bila na Pop TV ali pa A-kanalu, tam v začetku slovenskih komercialnih televizij, kjer je Supermana igral Dean Cain, Terry Hatcher je bila pa Lois, in potem je bil še Smallville, od 2001 do 2011, se pravi celih 10 sezon, je tega, kjer je Clarka Kenta, preden je postal Superman, ker je to predzgodba Supermana igral Tom Welling. Med animiranimi pa je definitivno treba omeniti Superman The Animated Series med 96 in 2000 z glasom Tima Dalija, in potem, če malo skočimo naprej, ker je Brandon Routh Superman Returns 2.6, od 2.7 lahko spremljamo tudi animirane filme, DC Universe Animated Original Movies, ki so neposredno gledali, prej so pač na DVD, zdaj na pretočnike oziroma na video na zahtevo, in začelo se je za Superman Doomsday z 2007. Te si ti tudi kaj, Igor, gledal, ki si vem, da si fan Batmanovih, teh animiranih? Meni so v redu in niso to... tisti, ki probajo preveč direktno strip povzeti, so ponavadi slabo to naredijo. Tisti, ki probajo nekaj malo drugačnega, pa znajo biti zabavni. Zdaj pa na pamet z glave ne bi vedel, kateri je ekstra boljši. Vem, da nisem niti do konca uspel pogledati Red Sun, da mi je bil precejšnje razočaranje, ker strip je zelo vreden. Pač gledal sem teh en kup, ko so pač Justice League bolj kot pa Superman. Jaz na hitro pogledal, ampak Death of Superman, po stripu iz 92, ta je meni bil ok, pa All Star Superman, ampak v bistvu se držijo stripa ko pijanc plota, tako da v bistvu ti je boljše strip tukaj prebrati. Ostalih pa ne, medtem ko The New
animirano serijo. The Animated Series. Ja, sem pa samo tu pa tam nekaj pogledal. Moram pa reči, da je v bistvu zelo povzel animiran stil, ki mi je všeč od The Animated Batman Series, ki pa je bistveno povzel ta neo-art deco stil iz Fleischerjevih risank. No, tako da je v bistvu tukaj so držali v teh serijah kar precej konsistentno vizualno podobo. No? Tako da to jim gre plus. Ja. No, pa zdaj je neka nova, če se pravi, neka nova animirana, kjer je tudi neki, mislim, da je za otroke tudi, kjer ga pa glasno posoja tale, no, iz The Boys of ta malo kaj je že, no? Tako je igral tudi v uni grozljivki z uno Sophie Thatcher, ki je igral uno robot, kaj je že tale. Quaid. Jack Quaid, ja. On mu posvoja glas. Mislim, da je to zdaj, da je lani ali predlani šla neka nova animirana serija, ki jo pač tudi kar hvalijo. No? Drugače lahko rečeš tudi oni Star Trek. Lower Decks, ja. A točno, lahko bi rekel z Lower Decks. Super. In smo pri naslednjem filmskem Supermanom, ki je Brandon Routh. Superman Returns iz leta 2006 se nanaša na to, da je to kao nadaljevanje enke in dvojke, se pravi ignorira trojko in štirko Reevovo in je to naj bi bilo neko neuradno nadaljevanje. Režiral ga je Bryan Singer, ki je predtem naredil The Usual Suspects, ga pa seveda so najeli. X-Men. Najeli so ga pa predvsem zaradi tega, ker je uspešno lansiral X-mene in je tudi, mislim, da naredil poleg pač izvirnih X-menov z 2000, potem še dvojko, pa X-Men Days of Future Past in X-Men Apocalypse. Drugače tudi režiral Bohemian Rhapsody. Ampak ne do konca, ker trenutno ni aktiven v svetu filma. Kaj se je zgodilo? Ugibaj. Zaradi številnih obtožb spolnega nadaljevanja in napada. Delal je pa po scenariju Michaela Dottrija in Dana Harrisa, po zgodbi, ki sta jo napisala skupaj s Singerjem. In lahko gremo spet na obnovo. Tu bi še rekel, da ta film z Singerjem je nastal potem, ko so skenslali verzijo s Timom Burtonom, ki je pa bila nekje kar nekaj let predtem v produkciji in je pač zaradi tega, ker bi bil prevelik budžet in vse to so takrat skenslali in takrat bi Nicolas Cage igral Supermana. Od stot izhaja skratka ta obsedenost s Nicolasom Cageem. In potem je Singer, ki je pač vedno bil znan po tem, da je mal kreten, imel eno testnih fotk iz snemanja Cagea in je rekel, in karkoli so mu rekli, da ni v redu, je pokazal tiste fotke in rekli, gledajte, lahko bi to imeli, to, kar jaz delam, je boljš. Hey, fuck off. Ja, mislim. Zato, ker pač, kar se je pa, in to je pol postalo mem, ne, pač v tistem času tale Cage z dolgimi lasmi kot Superman, na kar je pa potem, sem gledal en dokumentarec o tem propadlem filmu, in je v bistvu bilo full cool posnetkov, ki jih je Burton že naredil testnih in je pač res Cage bi izgledal čist badass, ampak Singer je zbral eno, kjer pač ni čisti spadlo in potem je to razlagal, da gledajte, to je boljš. Tako da ni bilo, definitivno bi bil Burtonov Superman s Cageem boljš kot to. Ja, sure. Ja. Okay. Moving on. Obnova. Boš obnovo, Igor, na kratko? Ja, bom prebral obnovo za film, ki ga nisem gledal. Torej, Superman se po 5 letih iskanja Kryptona vrne na Zemljo. Ravno v tem času je Lex Luthor prišel z zapora, se poročil z bogato vdovo in podedoval njeno premoženje. Lois Lane je zdaj zaračena z Richardom Whiteom, s katerim ima 5-letnega fantka po imenu Jason. A ga res ima z njim. Poleg tega je dobila Pulitzerjevo, ker se je končno naučila tipkati. 2006 že imaš avtokorekt. Že imaš avtokorekt, ja. Že računalniki, ja. In je napisala članek Why the World Doesn't Need Superman, kar je najboljše maščevalno besedilo bivše pred Taylor Swift. Da, to pisal. Ja. Tisti, ki je največji Swifti med nami, Luthor iz trdnjave samosti ukrade kristale, s katerimi povzroči izgubo elektrike na vzhodni obali ZDA, kar skoraj povzroči letalsko/raketno nesrečo, a se pravočasno vrne Superman.
Pozneje Luthor ukrade kriptonit iz muzeja, še kar veliko krade. Ja. V načrt se mu meša Lois, ki se sinom Jasonom tihotapi na njegovo jahto. Luthor bo s kriptonitom in kristali ustvaril otok sredi Atlantskega oceana, ki bo povzročil tsunami, ki bo ubil milijarde ljudi, ampak to se ne zgodi. Iz ujetništva je reči Jason, ki je tako potrjen Supermanov sin, ker ima moči. Superman se sooči z Luthorjem, a izgubi zaradi kriptonita v otoku, iz globine ga reši Lois in jo vodi Jason, tja pa pripelje Richard, ker je good guy, ker ga igra James Marsden. Superman z zadnjimi močmi odtrga kristalni otok, odnese ga vesolje, strmoglavi nazaj na zemljo kot Jezus. Mislim, da je celo križan. Ja. In ko se zbudi iz kome, gre pogledat sina, pa reče, da bo za njo vedno na voljo. Ja. Malo je šel naokrog, po mleko. Zdaj pa je dobil to mleko. Počikaj, ponovci gre počikaj. Ali pa mleko. Ja, skratka, tukaj imamo Brandona Roufa kot Clarka Kenta, oziroma Supermana, Kate Bosworth je Lois Lane, Kevin Spacey je Lex Luthor, kar je bilo najboljši casting, najbolj preroški casting, daleč naokrog. James Marsden je torej Richard White, Frank Langella je Perry White, koga še bi omenil? Eve Marie Saint je Martha Kent, tako je Sam Huntington, pa je Jimmy Olsen. Tako da pa Parker Posey igra Kitty Kowalski in je tudi, in ona je res... Superman, no! Tale film je, Meni je okej. Ja. Mislim, še posebej po 3-4, je to, kar bil tako svež vetrič, malo si oddahneš, kljub tej hici, v kateri sem gledal. Ampak je pa, kje bi ga zagrizel? Recimo zopet, da se vrnem na moje izhodišče, rezultat svojega časa. 2006, post 9/11, Superman se vrne nazaj v Ameriki, ki je malo poražena, malo je in zopet skuša nek vzor pokazati, čeprav je ta Ruthova ekranizacija precej pasivna na prvem rifsu. Ne vem, če sta bila pozorna na to, ta lesnost je šla, v bistvu očala si več ne popravlja, dosti statičen lik je, Clark Kent stoji in skoraj da ni neroden, da na začetku, v bistvu, ko pride na Daily Planet, se nekaj spotika s kovčki. To je pa to. On v bistvu odmika se od zemlje, non-stop, oddaleč motri, je kot nek impotenten bog, veš, ki gleda, vse v bistvu rešuje. Tudi ta film si, to moštejemo plus, vzame malo časa, pa pokaže tiste majhne rešilne akcije, ki jih izvaja Superman, to, kar Cavill ne počne, oziroma Snyder, bolj ali manj. In se mi zdi, da v bistvu tukaj na tej ravni čisto ok funkcionira. Ampak zgodba je malo bolj taka Lex Luthor ponovi bistveno podobne teme kot v Superman 1, celo dialogi so podobni. Tudi na koncu, ko Superman sinu še enkrat zdrdra isti. Meni zelo lep dialog, ki ga Jor-El pove, torej skozi sinove oči bom oče videl in gledal, in ta obrat. V bistvu zelo lep dialog, moram reči. Ampak tako, nekako ponavlja ene določene teme, pa hkrati v bistvu te fizikalnosti nekako ne pridejo toliko v spredje, kot jih pa je Reeves zmogel prenesti. So pa efekti, I guess, boljši, kot pa so v 80-ih. To pa to. Mislim, da je tudi malo predolg, 2:35, če se ne motim. Prva polovica se zopet malo preveč vleče, vse za moj okus. Drugače pa tak je čisto ok Singerjev film. Ima že malo tega meta nagovarjanja, kjer se na primer pri eni fotografiji od Jimmy Olsona se pogovarjajo, kaj pa je to v zraku. A je to ptič, a je to letalo, pa v bistvu Clark Kent potem nekaj skoči pa prekine tale meta dialog. Ali humor, tako da to. Ja, ti kar podpiram tvoje mnenje. Tole vajno navdušenje je res brezmejno. Jaz se spomnim, da napovednika, ko je prišel ven, pa sem videl, Kevin Spacey kot Lex Luthor, to pa je cool. Ampak bolj sem tak videl trailer in sem videl, kaj pa če ne grem gledati tega in dejansko, mislim, isti čas je prišel, mislim, isto leto prišel ven Batman Begins. In mislim, ni primerjave. Ne, to sta čisto precej Kempa je še tudi tlele noter. Ja, ampak Kemp na slab način. Se strinjam, v bistvu Singer ni našel dobre uravnilovke za to, kaj je imel na papirju. Smisel za humor čiz. Ta film nima smisla za humor. To je Lex Luthor hoče biti resen zločinec, hkrati pa pač
Jaz mislim, da Kevin Spacey, ne vem, kaj je gledal. Moje preveč Gene Hackmana, pa ga skušal malo prizemljiti, ampak ne funkcionira najboljše. Mislim, da je Kevin Spacey gledal Mlade fante. Moving on. Skupaj z Brianom Singerjem. Allegedly, ali kaj, ne vem. Skratka, ta film je tudi preveč se zanaša na to, da vse ste videli enko pa dvojko, to je pa zdaj nadaljevanje, skratka, nič vam ne bom dal, ta lik je pač tak, kak je. Clark Kent oziroma Superman samo bully Lois Lane vse čas tako, pa nič ne more, pa je tako totalno pasivn, no, razen da jo hodi stokat zvečer. He be stalking. Tako in gleda skozi steno, kaj počne družinica. Še pokaže, on še celo primejo za pašček, pa jo odnese full gor, pa reče zvim vse. To dobesedno preče. Skratka, take stvari in je malo je dolgočasen film. Dolgočasen in predvsem tako, kot je Pitch Meeting rekel, ne, Supermanova edina supermoč je, da dviguje stvari. Najprej dvigne raketo z aviona, potem dvigne avion in ga dol pristane, potem dvigne otok in se sam tako, alah, ne. Prav sem eno izjavo od Singerja, kaj bi zdaj naredil post, mislim, da ni bila nedavno izrečena, ampak malo po filmu, ker napovedovalo se je nadaljevanje tega filma, ampak zaradi Warner Brothers zadržanosti nad uspehom filma so ga odpovedali. Kljub temu, da je film prenesen noter, če se ne motim, 400 milijonov, stal pa je 150 med 200, ni bilo slabo za 2.6, kakorkoli. Da bi Singer v bistvu začel z letalom. Pa se mi zdi, to bi bistveno boljši začetek filma bil. Zelo nagovarja tole, ker sem prej omenil ta post 9/11, veš, letalo, ki strmoglavi, pa folk noter. Pa tudi moram to reči, da v bistvu fizikalnost nasilja je stopničko 2 več v tem filmu privedena, ker kako Lois meče po onem letalu ali pa potem v ladji, ali pa potem še enkrat v letalu, je kar brutal. Moram reči, da si je Singer ne mara svojih žensk, moram reči. Ne, se v končni fazi tudi Lex Luthor tam zbrca Supermana, tisto ni to Gene Hackman, ki nekaj pleše, pa se pogovarja. Ne, on ga tam zbrca, ki ga ima končno, je on pod njim, ga ima. Hrbet zaštika. To ni, dajmo mu obesiti kriptonit, okrog vratu vržimo ga v bazen in potem gremo mi. Jaz mislim, da Snyder je po moje gledal to pa rekel, več tega. Vse ostalo pustiti ob strani, več tega brcanja. Ne, po mojem hrvaški producenti so rekli, koga dobimo za Tudžmana? Okay. Se to je to o tem filmu, nimamo kaj dosti zgubljati in smo pri filmskem Supermanu Henryju Cavillu. To je pa skratka film Man of Steel, jekleni moški iz 2013. Superjunaški stripovski film, režiral ga je Zack Snyder, ki je nazadnje smo gledali po nesreči Rebel Moon Part 2, trenutno pa naj bi delal animirano serijo Army of the Dead Lost Vegas. Man of Steel je po scenariju Davida S. Goyerja, ki ga seveda tudi poznamo, da je bil povezan z vsemi superjunaškimi filmi iz tistega obdobja, ki je pa zgodbo razvil skupaj s producentom, ki je bil nihče drug kot Christopher Nolan, ki je tudi akreditiran v filmu. Akreditiran? Ja, karkoli. To je del DC-jevega razširjenega filmskega vesolja, v katerem se Superman pojavi potem še večkrat, seveda, ampak najopazneje oziroma največ minutaže ima potem v nadaljevanju tega filma Batman vs. Superman, Dawn of Justice in Justice League. In preden skočimo na Igorjevo obnovo tega filma, bi samo omenil še, da Brandon Roos se samo še enkrat pojavi kot Superman in mislim, da v Arrowversu. Jaz sicer nisem gledal te serije, ampak ta info mi je skočil, se mi je zelo zanimivo. To sem tudi jaz prebral, da je pozneje še se pojavil. Tam so imeli pač neke te crossover evente in multiverse variante in pol pač so imeli en kup različnih Flashov, en kup različnih Batmanov, tudi tale, ki je igral Flasha v Justice League, je tam noč se pojavil in te variante, tako da Ok, fajn. Tukaj, bi jaz povedal, da Snyder je bil, ga je izbral Nolan skupaj z vodstvom Warnerja zaradi Watchmenov, ker so se Watchmeni dopadli. In zgodba filma pa je pač spet tako kot v prvem delu, Krypton je glih na tem, da implodira. Največji znanstvenik je Jor-El, ki ukrade genski kodeks in ga vpiše v novorojenega sina Kal-Ela,
ki je prvi kriptonec rojen po naravni poti po dolgih stoletjih in potem ga valjda vržejo v zemljo. Medtem ko proti zemlji. Big ga fuk. medtem ko Zod izvede puč in vbije gladiatorja. Kal-El pristane v Kansasu, kdo bi si mislil, kjer ga posvojita spet brez problema Jonathan Barta. In Kevin Costner. Kevin Costner, ja. In Kevin Costner mu razlaga, kako biti kavboj in da naj skriva svoje supermoči in iz trme rajš umre v tornadu, kot pa da bi se mali razkril. In Clark gre potem malo naokrog. Medtem ko Lois Lane raziskuje odkritje na Arktiki, za katero se izkaže, da je njegova vesoljska ladja, Clark jo prihiti. Tja inštalira očetovo zavest. In ker mame ni posnel. Ja. Sorry, ampak tam je res smešno. On obžaluje, on reče, takoj ko se pojavi, reče, žal mi je, da tega mama ne more videti. Ja, a nisi mogel še nje naložiti na tak kurikčev ključek? Ok, premalo spomina je bilo. Rama zmanjka. No, pol reši Lois in začne preizkušati svoje moči v novi uniformi, nauči se leteti. In ko ga Lois končno izsledi, se vseeno odreče temu, da bi razkrila njegovo identiteto. Takrat pa pridejo Zod in gang, ki so zbežali iz fantomskega območja, ker njihov puč je v končni fazi vseeno failno. In Zod hoče reformirati zemljo, kar je hecno, ker je Terra pomeni zemljo, to je res. Ja. Ampak ga ustavi Superman. Torej zemljo formirati zemljo. Ja. Medtem ko vojska trešči Supermanovo ladjo v Zodovo in pošlje celo armado v črno luknjo. Besni Zod se spopade s Supermanom in se želi maščevati in potem tole s terraformiranjem je bilo vedno glupo. Zakaj oni hočejo spremeniti zemljo v Krypton, če bi pustili tako, kot je, pa bi imeli superpowers lahko? Vračam se na strip All Stars Superman, ki na nek način to odgovorijo. Superman v tem stripu ima zapuščino kriptonske civilizacije, eno celo mesto, ampak je Brainiac ga pomanjšal na miniaturo. In Superman se v bistvu ne more jih rešiti, no? Ampak da bi jih povečal nazaj na njegovo velikost, da bi bili enakopravni državljani, enako veliki državljani zemlje. Ampak, ko se pa z njimi pogovarja na nekem zasedanju, pa vpraša, če bi vas rešil, če bi vas lahko povečal, a bi želeli biti na zemlji, pa se vsi ne strinjajo z njemu, ne vsi, polemika je, zato ker ne želijo vsi teh moči imeti, ker bi izgubili lastno kulturno identiteto. Na koncu je rešitev, da jih pošle na Mars, kjer se lahko zaščitijo deloma pred sončnimi žarki, pa več rdeče valovne dolžine, ki ne prinaša toliko dobrobiti kot pa rumeno sonce. Neka taka čudna čikole migle, ampak tam imajo debato, da oni želijo svojo kulturno identiteto ohraniti. Dobro, Zod je fašist sicer, ki želi v bistvu staro slavo pripeljati, on nima teh dilem, ampak no, pol na koncu ga Superman ubije, da reši človeštvo, tam eno familijo, ampak pač basically človeštvo in pač pridemo do tega, kaj je treba narediti s fašisti. In Superman pravi, da bolj ameriški bi... Ne bi mogel biti. Ne bi mogel biti. Okay. Še en nepismena Lois. Ampak da ne bo delal neposredno za vlado, ker hoče pomagati svoj način in pol postane kot Clark Kent novinar Daily Planeta. In to je v redu. Henry Cavill ga igra skratka Supermana, Amy Adams je Lois Lane, Michael Shannon je general Zod, Kevin Costner je Jonathan Kent, Diane Lane je Marta, Lawrence Fishburne je Perry White, da ni vse White, in pa Russell Crowe je seveda Jor-El. Zdaj meni je ta film fun. Mislim, všeč mi je, ker zelo dobro ga opiše vzdevek, ki so mu ga dali, in to je bilo Malik of Steel. Ker basically, namesto da bi Supermana naredil fun, ga naredi, to se igra z enimi temi estetskimi stvarmi in mislim, da je s tem uspe Snyder narediti enega svojih najboljših filmov. Ker basically pri obeh prejšnjih stripovskih 300 pa
Watchmenih se je čist preveč naslanjal na vizualne podobe, ki jih je vzel tam in je šel na 1:1. Pri 300 je še malo kreativen, pri Watchmenih je zelo malo kreativen, razen pri oni sceni, ne? Dočim Dawn of the Dead je super in Man of Steel je meni zelo proper film, izgubi pa vse, kar je fun glede Supermana, kar ni čist Supermanovsko, je pa lep estetski film in dost hladen kljub izjemni Amy Adams. Okay. Ja. Se strinjam. Meni je malo preveč dark, no. Mislim, kolikor mi je ta film všeč in mi je. Mislim, da se strinjam s tabo, da je to en boljših Snyderjevih filmov, kljub temu, da bi jaz osebno Watchmene bolj povzdignil. Zdaj, če se pač naslanja preveč na predobstoječo predlogo, toliko boljše za Snyderja. Ker mislim, da Snyder je neroden. On je naprimer neroden pri dialogih. On ne zna dialogov snemati, stari. Naprimer, ko Jor-El nagovarja kriptonski zbor, da se naj podvizajo in rešijo. On trese kamero, kot da se svet že ruši, ampak ne zna drugače sugerirati, da je tle napeto in nevarno in nujno nekaj narediti z dialogom, on mora to s kamero delati. Ker je pač Snyder na en način štejemo plus, da je velik vizualec, a tukaj mu je pa to hiba, velika hiba. No? That said, mislim, da vseeno ostale stvari dobro izpelje, predvsem kar se tiče akcijskih zadev, pa osnovne dileme, pa njegova portretura, pač, ki jo bolj, torej Supermanova portretura, ki pa je... Portret, pardon. Za štriko sem se, pa nisem vedel, kako tako hvala za ta uskok tlene. Njegov portret, ja, Supermana. Tako da mislim, da tudi kulturno se mi zdi, da se zelo openja na način, da post gospodarska kriza, tudi Cavillov Superman nagovarja na neko skoraj da upanje, ki ga Američani ali pa vsaj svet želi videti v nekem novem liku. Ker v bistvu tukaj je tale Superman je še mogoče najbolj mesijanski, še najbolj Jahve hoteče. Ja, ampak po drugi strani vseeno smo imeli Brandona Rutha, ki pada na križu. Ampak veš, zanimivo je, da v bistvu tisto je samo en izmed imidžov, ostalo pa je res lahko takšen impotenten bogec, ki oddaleč gleda, pa je Peeping Tom, bolj kot kaj zloveščega. Tukaj pa se tale moralna dilema, oziroma rečemo dilema Boga, ki ne ve, kako pristopiti do problemov človeštva, a naj intervenira ali ne. On se celo z župnikom pogovarja, tam sedi pred vitražem, kjer je odzad križan Jezus, bistveno več podobotvorja je tlele, ki se direktno nanaša na to. No? Tako, a je to plus ali minus, ne vem, mislim, v kinu smo ga skupaj takrat gledali, če se ne motim, ali ne, kasneje smo ga. Nismo se še poznali. Meni je to že takrat v oči padlo, da mogoče malo preveč tukaj. Smisla, še rekel, meni se je že takrat zdelo, da je moral stav pogledati. V bistvu res, to nimam problema s to izjavo. Nasploh pa ja, mislim, da čisto izpeljana akcija, zgodba, tudi tlene kljub dolžini minutaže, mislim, da moram reči, da je kaj odvečnega. Fajti so predolgi. To velja za vse te 3 Snyderjeve filme. Fajti bi lahko bili krajši, ni potrebe, da jih tako dolgo vlečeš, ker ne moreš držati pozornosti gledalcev tako dolgo. Ne? In postanejo pač mind-numbing in dolgcajtni. Drugače pa, kar pa želi film povedati za zgodbo, pa mislim, da si vzame za stvari dovolj časa in da to vredno. Ja, jaz predvsem mislim, da to kako biti pokončen človek, pa da ne uporablja svojih moči non-stop, ker to je tudi ena njegovih dilem v tem filmu, zakaj se on vedno vrača k spominu očeta ali pa k materi nazaj, je pa tle zelo uspešno izpeljana. Mislim, da tu si je pa vzel ravno dovoljšno mero časa pa veščine, da te dialoge lahko prenesel. Tako da ja, to... Ja, no, mislim, potem je še pač v teh naslednjih 2 filmih vidimo razvoj lika, kjer pol pač se žrtvuje še bolj jezusovsko v Batman proti Supermanu in ultimativno jezusovsko stane od mrtvih v Justice League oziroma Zack Snyder's Justice League oziroma Justice is Grey ali kakorkoli, ker je še pač črno-bela verzija tega filma, ker to smo rabili. Mislim, da pač gre, da v redu izpelje Snyder to, kar je hotel narediti, ali je to najboljši možni Superman. Jaz mislim, da ne rabi biti toliko trpeč in jezusovski in da bi lahko bil malo bolj fun.
ampak da pa Joss Whedon, ki proba narediti bolj fun, še bolj v tem obrcne v tistem Justice League prvem. Ja, jaz mislim, tukaj je seveda, tako kot je že Mito pač prej namigoval, da vsak Superman pač pove nekaj o času, ne, tukaj zdaj res že smrtno resno jemljemo superjunake, ne, tukaj ni več, niso nič campi, to bo resno tudi vse updatano, ne, od tega, kako izgleda Supermanovega, ki zdaj nima unih rdečih hlač, ki je njegov, pač, ki bi izgledal smešno v tej uniformi in je zdaj bolj resna, neka moderna uniforma. Meni je bil tudi zelo zanimiv, če primerjaš planet Krypton z prvega filma, kjer so kristali in je vse minimalistično. Tukaj imamo že neke zveri. Ja, to je Avatar. Avatar, Star Wars, ne vem kaj, zelo zanimiva reč. Ja, tudi jaz moram reči, da zdaj mogoče prej ta film sem celo slabš ocenil, kot sem ga zdaj ponovno pogledal in se mi tudi zdi, da absolutno to je eden najboljših Snyderjevih filmov do tega trenutka, potem pa absolutno, jaz mislim, da so vsi ostali res slabši. Tudi tukaj mu je nekdo rekel, da ne rabi slow motiona, to me je noro presenetilo, ker skoraj da ni, niti v akcijskih prizorih ne uporablja počasnega posnetka. To je res, ja. In to je noro. No? Jaz najprej nisem verjel, da je to Snyderjev film, sem šel še enkrat pogledati, da sem jaz to pravo različico dol potegnil. Ja, in pa tudi meni je zelo zanimiva ta razlika, ne, kako zdaj imamo zdaj tu že vseeno individualnega Supermana, ki bo sicer še vedno zasledoval ameriški način življenja in delal vse v skladu z njim in pomagal ameriški vladi, ampak bo on neodvisna agencija, ni več on podrejen. Ni več on podrejen predsedniku in tako naprej. Niso več isti tim, on bo vseeno svoje. To se mi zdi taka zelo zanimivo, tudi prej sem pozabil reči, da vseh prejšnjih Superman nikoli ni kritika kapitalizma, je pa bil kritika monopolov. Ne? Vsi so hoteli Lex Luthor in vsi so hoteli monopol nad kavo, monopol nad skratka obalnimi. Prosto tržni Superman. Tako. Tukaj se mi zdi, da danes je sicer že to za Ameriko absolutno zelo družbeno kritičen, ker danes pa monopoli so komod. Danes pa Facebooki, Google in vsi imajo komod monopole. In pa odnos do Boga se mi zdel zelo zanimiv, ker še nekje na začetku reče nekdo, da mislim, da White v pogovoru z Lois Lane, da to bi popolnoma spremenilo naše dojemanje vsega, vseh naših vprašanj, če bi mi zdaj izvedeli, da tam so nezemljani in tako, ampak ne, Bog ostane. Ne? Ja. Celo Superman ga priznava, ker se pogovarja z duhovnikom in tudi njegova mama reče, saj tvoj ata te je videl, vse je ok. Ne? Ja, dobro, njegov ata, pravi ata ga je videl, ker je hologram. Ampak tudi v Batman v Superman, ne, z Lex Luthorjem, tam so pa že direktne nagovorjave, kao, ne, on mu govori, ti si Bog, ti si padli Bog, ti moraš pasti in tako naprej, svet brez Boga je boljši svet in take fore naprej, tako da v bistvu to je Snyderjeva direktna linija noter upeljana. Apropo Lex Luthor v Batman v Superman je bistveno bolj nor, kot pa je Gene Hackmanov bil, kjer kak je že Jesse Eisenberg, ga tla odigral kot nekega OCD z ADHD norca, genija. Pa noben ne zadane čisto najbolj stripovskega, ampak ok, mogoče bo Holt zdaj v Gunovi inačici kaj drugače. Mislim, da Holt je zanimiva izbira, zato ker je bil v ožjem izboru za Batmana, ki je Pattinson dobil, in je bil v ožjem izboru za tega Supermana. Vprašanje, kako bo naredil, mislim, se pridemo še do tega, bom še kaj več o tem. Zdi se mi še tudi zanimivo, da v bistvu, ko pisati za Supermana smo rekli, da sem rekel še enkrat, da je, ne vem, kako sta vidva pri tem, da je pač izziv, ne, te moralne dileme, torej omenil sem že, da Zoda mora on ubiti, torej prekršiti, medtem ko tukaj v Batman v Superman, ki je direktno nadaljevanje tega lika, je pa on postavljen pred dilemo, koga rešiti. Zdaj v bistvu mami, Marto, Lois Lane najprej njo reši, ali pa ubiti Batmana, njegovega velikega sopajdaša. Tudi nisem vedel, da sta v Snyderjevem filmu Gotham pa Metropolis samo preko nekega zaljivčka. To je tudi dobrodošlo noter. Ampak nasploh B vs. ni tako hud film, ker v bistvu tam se pa že Snyderove tele
klišeji začnejo pojavljati, pa počasnost in tako naprej. In je fora v tem, da je daljša verzija boljša, ful bolj logična za zgodbo, še ne popravi Marta momenta, ampak je pa predolg. Ja. Mislim, on bi moral nekje drugje najti variante, kakor je za film, kot to, kar je naredil. Mogoče začeti pri slow motionu. Ja. Potem pa ne. Snyder Cut je pa res se začne s fucking slow motion. Ja, itak. Ja. Ampak se mi zdi, da v bistvu mogoče celo v B vs. S ima Superman celo malo več te neke moralne dileme, kot pa v samem Man of Steel, no? Da v bistvu tamle se ga zgradi kot lik, no? Da ima res neko širšo plastiko. V Batman vs. Superman sicer to opustijo, ampak da pa mu zanimiv problem, moralen problem, da ne to, kar mislim, da Lex Luthor njemu pogosto počne na inteligenten način, oziroma kako že reče Hackmanov, mind over matter, mind over muscle, da v bistvu ga na ta način Lex Luthor vedno skuša premagati, da v bistvu ne moreš se ti proti Bogu boriti z mišicami ali pa z hitrostjo, temveč zgolj z možganjem. To je tudi glavni fail Affleckovega Batmana tam, ker v bistvu je, da Batman dostkrat nadmudri Supermana v raznih zadevah in ima contingencije, kak ravnati, primer, če Superman postane zloben in vse to ima zelo dobro razdelano, ampak tukaj pa gre crossfit delati. Ja, vse. Zato, ker imamo eno veliko traktorsko gumo tle na voljo, pa gremo nekaj narediti. A škoda mi je tudi, da ta film ni izkoristil neka stvar, ki sem jo pa slišal včeraj v nekem videu eseju o Supermanu, kako v bistvu Batman in Superman različno skušata biti vzor ali pa učiti zlikovce ali pa svet, kakorkoli, o nekih moralnih naukih. Superman je vzor, on z vzorom uči. On v bistvu tudi, ne vem, kakega mulca na igrišču postavi, pa mu razloži, kaj je fora, kako biti boljši, levo, desno. Batman to dela z strahom. Mislim, on zadnji trenutek mogoče koga reši, ali pa ga prestraši do amena, da ne bo več zloben. In tu imate tudi velike ideološke nasprotja, ki so jih stripi pridno izkoriščali. Enega bom omenil, ki je meni zelo... Ne vem, zakaj to grabim, kot vam kazal v kamero. Je pa strip Kingdom Come iz leta 96, pardon. Oprosti, hvala. Ki ga je naslikal meni najbolj zanimiv slikar Supermanovih strikov, Alex Ross. Slikar bom rekel, zato ker v bistvu dela risbo in z gvaši akvareli. Fotografira pa jih, modele si nabavi, mislim, plača, pa potem jih fotografira na zelo ikonične, monumentalne postavitve z ostrimi svetlobami in je zelo slikarsko. Nimaš te tipične stripovskega pristopa, kjer je najprej risba, pa potem robna risba, pa potem mogoče 3 odtenki, črno barva, pa še neka svetloba. Tako da zelo zanimiv že po tej ravni. Strip sam se pa ukvarja z prihodnosti, kjer se Superman pa vsi ti legacy liki omaknejo in novi meta-humansi prevzamejo svet, ampak so vsi popolnoma amoralni. Delajo bedarije, ni mar za človeštvo, za človeška življenja, za škodo, ki jo povzročajo. In je Superman pa Wonder Woman sta primorana se iz upokojitve prikobacati nazaj in narediti red. Batmanu pa to ni všeč, zato ker on ne mara, da se mu kdo vsiljuje noter, pa ne mara avtoritet in sta zopet v konfliktu. In je zelo zanimiv strip, je pa vse prikazano iz perspektive nekega ostarelega človeka, ki nima niti ne super moči, ampak ga vodi nek angel, The Sentinel se imenuje, skozi prihodnost in mu kaže vse te različne vidike, kaj se bo zgodilo, ko se določene odločitve sprejemajo, na koncu pa mora ta starec, ta navaden človek prejeti neko odločitev, kako se bo konec odvrtel, tako da tega ne bom spojil. Zelo fajn strip. Hvala za to istočnico v Superman, kjer ima ta različne ideologije, ali sem si jo sam postal? Sam sem si jo postal. Ja. Hvala Mito za to. Jaz sem se samo strinjal s tabo. Super. To smo tudi o Zacku Snyderu, mislim, da dovolj povedali. Zdaj bi se mogoče za konec vseeno ustavili še seveda pri novem filmu, razmisli, kaj bo po novem. Predvsem za izhodišče nam lahko malo seveda služi tudi All Star Superman strip, ki si ga Mito ti uspel prebrati. Meni nažalost ni ratalo, ker sem
knjige, ki smo danes še prejšnjo epizodo snemali hkrati. Skratka, tukaj je James Gunn zdaj potrdil, da naj bi All Star Superman neko izhodišče za film. Zdaj jaz ne vem točno, kaj, ali si ti mogoče tudi iz trailera opazil, da je kaj iz tega ven? Jaz priznam, da sem trailer zelo površno gledal, ker zadnje cajte se jih ful probam braniti, ker sem opazil, da v zadnjih 3 letih preveč spoilajo, pa se sam sebe cenzuriram, no, lahko rekel se. Bom tukaj kar skočil in rekel, da glih kar Aljoša je šeral in so tudi polno bluskajo opozorili trailer za film Project Hail Mary. Točno ta problem. Tam je v bistvu, ko začneš knjigo, če nič ne veš, je na prvi polovici je eden tak, what the fuck, in potem enih 3-krat te totalno preseneti, kaj se v bistvu dogaja. Ne? V trailerju že zveš za prve 4 in potem pač nekako mora razrešiti. Ne? Ampak to je resen problem in naj prosim ne delajo tega več. Ko poslušate iz, ne vem, Warnerja in Sonya in Universala. Vsi, ki so naročniki tega našega malega podcasta. Dajte nehajte to delati. Ali pa se Luka Marčič, on včasih posluša, zdaj zihar dela trailer za svoj nov film, tako da ne spoilati svega Luka. Iz trailera vse, kar sem videl, je, da ima v bistvu kostum iz stripa, bolj ali manj posodobljen z nekimi bolj robatimi oblinami, pa kužek kripto, njegov sopajdaš, ostalo pa videl sem neko plejado različnih likov, ki se pojavljajo, tudi v tem stripu ima v bistvu precej različnih likov se pojavi. Premisa tega stripa je, kaj če bi Superman dobil raka. Ne dobi ga dobesedno, neka fora je, Lex Luthor ga zvabi v past in Supermanu so šteti dnevi. In on v tem času, ki mu preostane, naredi 12 del kot Herkul. Ki mu je bilo celo teh 12 del mu je bilo prerokovanih, zato se spopade z različnimi bad guys, z različnimi planetarnimi zlikovci in pa seveda med njimi najbolj Lex Luthorjem, ki ima 2 cela poglavja v 2 celi številki izmed teh 12 posvečena njemu in je zelo plastično prikazano. Tako da zelo ogromno, najbolj od filma ogromno pričakujem od Holta pa portretizacijo Lex Luthorja, ki je tukaj. Hladen, preračunljiv, nič kaj campy ali pa smešen ali pa bondovski zlikovec kakorkoli, ampak mega milijonar, ki za svojim intelektom dela izjemne stvari, kar mu na koncu potem tudi Superman, to ne nič spoilal, ko ga porazi, kar seveda ga, ne, kot ga vedno, da če bi htel, tako reče Lex, če bi ti htel svet rešiti, bi ga lahko že zdavnaj. To mislim, da bi lahko on tudi Bruce Wayne enkrat rekel. Tako da to od filma najbolj pričakujem. Zdaj pa ne vem pa, kako je to zastavljeno, če zdaj v bistvu film se promovira kot začetek nove DC-jeve sage o superjunakih, da bi začetek novega vesolja med povezanih zgodb. Superman na koncu, to nam nič ne spoilam, Superman umre. Ne vem, kakšen začetek je tole. Zdaj vem, da Snyder je to že naredil, pa ga potem ponovno obudil, tudi strip ima odgovor na to, ne bom ga spoilal. Ampak tako se mi zdi, mogoče upam, da bo vzel malo več vedrih vedrih zgodb iz tega stripa, ki ene par jih je noter res komičnih, no? Pa da bo tudi, mislim, da trailer ima ene par smešnih zadev noter. Tako da upam predvsem to od filma, da bo malo bolj vedr od Snyderjeve inačice, pa da bo Lex Luthor izjemen, da bo res dober zlikovc. To bi še samo omenil Snyderju, zakaj mogoče so resetirali vse skupaj, ker je bil Man of Steel, tako kot se vsi strinjamo, tako dober film za začetek DCEU-ja, da so potem vsi bolj ali manj stopicali po tem nekem vzoru temačnosti pa resnosti pa tako naprej, pa mislim, da bi lahko bilo zelo drugače in upam, da bo tudi to. Ja, definitivno so šli oni pol v neko to ibermelanholijo, ki res ni več, ki je bila res bolj drža, kot pa izhajala iz same zgodbe. Pa hkrati je bil resen problem, da niso imeli razčiščenih stvari, nobene konsistence. Tako. Niti to, ker so se pojavile Amazonke ali pa Atlantis v različnih filmih, so čisto različno zgledali, se obnašali. Je čisto brez veze, da si niso mogli dol sesti na enem sestanku pa reči, ok, kak dihajo pod vodo v Atlantisu. Whatever. Imeli različne naglase.
Ampak ne, seveda imaš prav. To, kar je zdaj Marvel začel post-klik delati, tudi je že totalna zmeda in do takrat, do Thanosove zgodbe je pa to še nekako pilo vodo. Ne? No, jaz mislim, da tale nov Superman, da bo zabaven bolj, ker Gunn je pač dokazal, da humor ima. In ga zna izkoristiti. In mislim, da jaz pričakujem zabaven film, pričakujem vizualno izjemen film, ker pač vsi njegovi so bili do zdaj, tako da dvomim, da bo glede tega razočaral. Pa mislim, da je casting res na mestu. Ja, definitivno je to. Velika pričakovanja so glede tega filma. Jaz se tudi skušam mal umiriti in ne pričakovati preveč, ker seveda mislim, da tudi zdaj, glede na to, kaj je Marvel pač počel zadnja leta, da je bil precejšnje razočaranje, da celo tako razočaranje, da so celo eni Thunderboltse videli kot vrnitev k nekemu boljšemu Marvelu. Ampak so bili najslabše gledan film. Tako da gledalci tega niso kupili. Je zdaj vprašanje, ali je to, mislim, to je zdaj res trenutek, ko se bo pokazal, ali superjunaški žanr še lahko preživi, ker se mi zdi, da je zdaj res že malo umrl, predvsem pa lahko preživi kot mainstream, kot to, kar smo do zdaj gledali, ker je bilo vsako leto 3-4 filmi Marvela, 3-4, malo manj jih je imel DC, ne vem, po 3 serije, ne vem kaj. Jaz mislim, da to je definitivno konec. Zdaj je samo vprašanje, ali bo to še vedno nekaj cajta živelo kot svoj žanr, bo pa gotovo drugi žanr. Jaz mislim, da zdaj pač to prevzeli, to glavno vlogo, ampak to je meni glavno vprašanje. Ali je to še vedno nekaj, da po, ne vem, Marvel, 40 filmov, se pravi z DC-jem, enih 5-6 filmov je zdaj za nami, ali je to, ali bomo res še gledali še en film tega žanra, pa nam bo ok. Ali bo pa šlo po poteh westerna. Ali bo pa res šlo po poteh? Ne, mislim, da če kdo lahko James Wan tu... Gunn, ja. James Wan ne bi... James Wan bi mogoče tudi, če bi grozljivka. Mislim, da se lahko izkaže. Me pa zanima, kako bodo tole kohezivnost delali in koliko bo tu zdaj treba vedeti z enega filma v drugega. Mislim, da bo tu šlo manj kot pri Marvelu in da ne bo takih velikih navezav, čeprav boš imel ogromno število likov. Imam pa eno teorijo, ki pač definitivno ne vem, če pije vodo, ampak Batman film so zamaknili in nič ne povejo o njem. In pač zdaj jaz vidim pač dve varianti, ali Batman filma sploh ne bomo dobili. Na Blue Sky sem videl fotko Matt Reeves, scenarij finiširan. Samo to sem videl. Ampak James Gunn ga mora odobriti. Ta druga. Ampak glede na to, da vsi vemo, da Matt Reeves zna napisati scenarij in koliko let je minilo od prvega scenarija, je tu moralo priti do nekih bistvenih sprememb od osnovne zgodbe in je pač možno, da so najdli način, kako tistega Batmana spraviti tu not. Temu Supermanu. Zanimivo je, ker to sem tudi jaz zadnjič razmišljal o tem, ker Matt Reeves je moral oddati scenarij, mislim, da že en mesec nazaj je bil en ponedeljek, ko so rekli, da to pa je rok, ko bo on prinesel scenarij in baje ga je, prinesel in jaz se tudi sprašujem, ker imaš prav, Igor, meni se tudi Matt Reeves zdi kot človek, ki je sposoben napisati scenarij in če je prvi Batman bil ok, zakaj ne bi drugega mogel? In Pingvin. In jaz mogoče mislim, da je tudi tukaj, da se res, da imaš prav, da se je verjetno zgodilo nekaj, da mu je pa James Gunn povedal, zdaj pa to je lahko, tole pa tako. Tako da možno, da bo mene pri tem novem Supermanovem filmu skrbi, ker trailer sem videl večkrat, tudi se bi mu težko izognil, ker sem ga v kinu videl parkrat, razen če bi si oči pokril. Skrbi me veliko število likov. Skrbi me to, da je to ta film, ne vem kaj je zdaj, runtime ima verjetno 2,5 ure. Ne vem kaj, ampak res je ogromno likov, tudi nekih likov, ki jih sploh ne vem, kdo so, ker sem mogel pravi nek video na YouTubeu pogledati, da mi je tip razložil, kdo hudiča so vsi ti neki meni, womeni, ne vem kaj, eagle, ne vem kaj. Veš kaj, samo to je lahko tudi varka trailera, kjer je v bistvu mogoče neko montažo izpostavil, ker čisto moče lahko predstavljaš, Superman počne stvari in ti na hiter pokaže, s čim se on preko dneva ukvarja. Tudi v temu stripu je v bistvu en montažen ena montažna sled, kjer on v bistvu z 8 opravi tako na ta način. Tako da lahko si to videl. 2 uri 9 minut, James Gunn ne pretirava. Pa mogoče da je res, da je tukaj pa trailer mogoče vseeno pametno narejen in ne pokaže vsega, ker definitivno zaenkrat
trailer ne pokaže kaj dosti. Za naprej nastavi pač videli bomo Supergirl, ki film se že snema in bo naslednje leto zunaj. Videli bomo tega Lanterna, ki pač bo serija z Lanterni. Pa mislim, da je to ostali liki, pa pač so na Supermana vezani, ampak ne vem, Hawkgirl pa še enih par teh bojo neko vlogo imeli, zdaj pa koliko pomembna bolj se bojo pri Supergirl vsi pojavili spet nekaj takega. Ne? Mislim, lahko imaš več likov, ki pač malo grejo mimo. Ne? Ja. Pa Kaiju, to je zdaj zelo za Jamesa Gunna postala očitno ena stalnica, ker ima skoraj da nima več filma, super enaki, ker ni nek gromozanski pošastek. Ja, to rabiš. Ja, dobro, pa tudi Superman na tole. Ok, jaz upam, da smo vam povedali vse o Supermanu in še kaj več. Mi se zelo veselimo filma, tole snemamo teden prej, preden boste vi poslušali, tako da se pravi, kot sem rekel, ko boste vi poslušali, bo ta film že skoraj da zunaj, mogoče, ko boste poslušali do konca, bo že v kinih, pa lahko se glih na poti do tja končate tole epizodo. Če boste nas kje opazili, nam pomahajte. Zelo se veselimo tega filma in ta film bo tudi zadnji film, ki ga bomo obravnavali v redni epizodi 7. sezone, tako da naužite se nas v teh epizodah še, ker potem nas nekaj časa ne bo. Zdaj pa čisto na hitro imamo še, kaj smo gledali, špilali in poslušali. Igor, kaj si zadnje cajte pogledal? Danes grem gledat Megan 2.0 in sem pogledal končno Megan 1 in je totalen trash. Res je za nič film, komaj boring as fuck. Se že veselim, da bom to naredil. Film ful preveč špila na kao grozo lutka. Jaz sem grozna lutka, sem animirana. Meni je bil ful šok, da je film bil hit, ampak pol sem ugotovil, prišel januarja ven, ko ni nič v kinu in pol pač gledal sem 28 let pozneje, mi je najboljših filmov leta, basically se težko odločim Sinners ali to, mislim, da je to celo boljš. Pejte gledat, mislim res, wow je. Gledal sem na Disney Plus Predator Killer of Killers, it's amazing, mislim, bloody violent. Animacija me prvih 5 minut malo bila tak, pol pa sem se navadil, pa mi je bilo cool, pa v redu štorija je. Oziroma 3 štorije, ki so prepletene. Res kar hvalijo tole. Tako da jaz se veselim in sem rekel, da enkrat, ko bom imel caj, da vse 3 pogledam. Kak vse 3? So 3 deli, to je film. Film je, ki je sestavljen iz 3 da so 3 epizode, nisem niti uro pa pol traja, ne rabiš full cajt vzeti. In na Amazonu sem odkril lušno krimi komedijo Deep Cover, v kateri igrajo Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom pa Nick Mohammed, to je on iz Ted Lasso. In oni so improv komiki, ki jih Sean Bean najame zato, da bojo se infiltrirali v drug bust in potem oni pač vedno probajo menjati temo in reagirati in acting is reacting in imajo vse te stvari in je vedno bolj absurdno, sploh Orlando Bloom, ki je karikatura teh likov, ki jih igra in meni je bilo tako res noro smešno. Spet moram reči, da me moti, da Amazon full teh filmov, ki bi lahko čist ok bili v kinu, da kar direkt gor in niti nobenemu ne pove, da jih ima. Tega najdeš, kaj bi te. Ja, se si da povedal. Amazon money please. In potem na Apple sem pogledal, koliko je zaenkrat Murderbot serijo in mi je totalno všeč in bomo delali epizodo o njej naslednjo sezono, ko bojo še zunaj knjige. In pogledal sem še ono zadevo z Vincem Vaughnom, ki je Bad Monkey naslov. In če prideš lahko prek tega, da je Vince Vaughn not, je ok. Vince Vaughn. Tiste Vince Vaughn being Vince Vaughn in je kind of fun. To je najboljši kind of Vince Vaughn. Tako da, če ni Vince Vaughn moteč, priporočam to. Pa špilam Death Stranding povej. On the beach, it's very Death Stranding. Ne, ful vredo pač pelje štorijo naprej, kar se tiče akcije, več imaš enega streljanja, recimo pa takih zadev. Pa tudi neka druga vozila, pa to, pa najprej pač gre, štorija dalje gre v Mehiko, nima več babyja, ker pol ono, ki jo igra tale... V redu?
Leia Seydoux. Seydoux. Ona pol babysita, ta malega, in on gre pač v akcijo, kar mora. Kojima je res weird. Ja. Mehiko povezati v tale Chiral Network in potem še gremo v Avstralijo. Moram še preigrati. Enko, no, jaz sploh nisem, samo pač beremo zelo pozitivne ocene, pa tudi zdaj novica je, da bo to animiran film, če se ne motim. Film. No, skratka, da bo to ekranizirana zgodba. Da je tako, ja, in to kar z istimi temi igravci, ki so že tam, Ridus, pa Seydoux, pa Guillermo del Toro. Pa še en kup drugih ima zdaj zraven. Conan O'Brien se pojavi, no, če se ne motim Venki. Venki, ne? Nisem njega pa ne pomnim. No, v glavnem zelo huda zadeva, priporočam. Cool. Okay. Fine, I guess. Ja, jaz imam samo... Nič. Mito nima nič. Ja, so same črtice ti tle. Ja, to je edini del scenarija, ki ga je izpolnil. To je edini del scenarija, ki mene zanima. Jaz sem eno priporočilo, pogledal sem Department Q, ki imate na Netflixu krimič oziroma detektivko z človekom, ki ga pravi, da bi lahko bil tudi naslednji Bond. Meni čisto serija, zdaj ni nek tak blazen presežek, kot so mogoče nekateri govorili, zelo hitro pogluntaš, kva se dogaja, ampak tako liki pa kar peljajo, pa so zabavni, pa če imate radi, se pravi lik ljudomrznega detektiva, ki pač se noče soočiti s svojimi travmami, tega imate še enega v vrsti mnogih in gledajte, mislim, da ima 8 epizod ali nekaj takega, seveda bo druga sezona, tako da gledajte. Ok, ljudine, poslušali ste 230. epizodo podcasta, ki sliši na ime Bot, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Igor, bom prebral obnovo za film, ki ga nisem pogledal. Mito, pronicljive oči, Gegič. Jaz sem to rekel. Ja, Supermanove, ja. In Aljoša, nepismenost je red flag Harlamov. Tole epizodo smo posneli na Vodnikovi domačiji v Šiški, ki se je res zahvaljujemo za gostoljublje in prijaznost, bogat program Vodnikove domačije. Prečekirate na njihovi spletni strani ali na Facebooku. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljate, delite in všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno. Priporočite ga poslušanje Branjevki, ko vas vpraša, ali bo 1,5 kg v redu, potem, ko ste naročili, da naj vam stehta 0,5 kg Bioparadajza. In če vas skrbi, ali bo nov Superman res dober, tega vam žal ne moremo zagotoviti, lahko pa vam zagotovimo, da bo dobra naša epizoda v filmu, naj bo ta dober ali ne. Se poslušamo znova čez teden dni. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Sky, zaenkrat tudi še na Twitterju. Na Discordu smo, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih, med platnicami in na ekranih, o naših epizodah in kristalih. To je bila že 230. epizoda. Naslednji, ki bo na voljo naslednji teden, pa bomo še enkrat govorili o novem filmu Superman, ki prihaja v kina ta teden, ko to poslušate. Hvala vam, ker ste nam naklonili svojo cenjeno pozornost. Mi to nas hoče shadow bannat na YouTubu. Ne, no. Pa reči nekaj drugega, kaj je to na nebu? A je to letalo? A je to ptič? Ne, to je podcast. Ne, to so chemtraili.